647 let je tega, odkar je Rudolf IV. Habsburški Novemu mestu podpisal privilegijsko listino, natančneje 7. aprila 1365. Vsako leto na ta dan mestna občina praznuje in podeljuje priznanja zaslužnim občanom. Že 14 let se truma motoristov od vsepovsod zgrne v Mirnopeško faro po blagoslov domačega župnika in s tem uradno odprejo motoristično sezono v upanju, da jim bo do naslednjega blagoslova prihranjena nevšečnost na cestah. Čaščenje največjega krščanskega praznika vsekakor ne gre brez za večino bogato obloženih mis, še bolj pa v spretnosti priprave velikonočnih dobrot. Protekmovalno vnemo pa kažejo ljubitelji sekanja pirhov, ki zna morda v prihodnje prerasti v olimpijsko tekmovanje ali pa vsaj v državno, zatrjujejo v Stopičah. Pa poglejmo. 7. aprila pred 647 leti je Rudolf IV. Habsburški ustanovil Novo mesto. Na ta dan tradicionalno podelijo občinske nagrade in priznanja tistim občanom, ki so tako ali drugače zaznamovali življenje v dolenjski prestolnici. Prestižni naziv častnega občana mestne občine Novo mesto je šel tokrat v roke Marjana Moškona, novinarja, publicista in ustanovitelja televizije Vaš kanal. To je pravzaprav eno priznanje, ki potrjuje to, da se je splačalo potruditi za Novo mesto, končno tudi za televizijo, Vaš kanal. In skratka, vse, kar sem delal, me je veselilo in sem imel občutek, da mora nekoč koristiti. Kdor Marjana Moškona pozna, dejansko lahko ugotovi, da je kljub že, bom rekel, zrelim letom še vedno aktiven, da je izjemno veliko doprinesel v Novem mestu pozitivnih stvari in da še vedno prinaša in nikoli ni bil zaprt sam vase in vedno je delil ali pa prenašal svoje znanje in izkušnje na mlajše rodove. In tak človek si prav gotovo zasluži najvišje priznanje častnega občana mestne občine Novo mesto. Letošnji častni občan je svojo novinarsko zgodbo začel že kar dolgo tega. Novinarski začetek je bil pravzaprav na Dolenjskem listu med enimi počitnicami, kjer sem delal kot zunanji sodelavec. Potem se je pa začela televizija Ljubljana, pravzaprav takoj, ko se je pravzaprav rodila, v letu 60 in tam sem potem 3 leta delal kot novinar, predvsem pa kot snemalec in kot kamerman. To sta 2 različni stvari. Kako pa danes gleda na svojo televizijo? Jaz sem že prej povedal, kako gledam, da se čudim, da sploh še živi ta televizija glede na pogoje in na razmere, v kakršnih mora delati. Zadnji čas, da se sprejme kakršenkoli predpis ali pa zakon, ki bo omogočil nekakšno ali takšno ali drugačno financiranje, ker to je nezdržno. Nagrado mestne občine Novo mesto pa so prejeli še oče rokotoca Franci Kek, kolesarski as Gorazd Štangl in šolnik Jože Zupančič. Ja, počel sem različne stvari, ampak vedno pri vseh nisem bil sam in vedno je še nekdo sodeloval zraven. Tako da se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem tistim, ki so pri teh raznih projektih pomagali. Obenem bi se pa rad zahvalil mami, ki se je z velikim odrekanjem, ko je en teden pred mojim rojstvom mojega očeta, njenega moža, do smrti povozil pijani voznik, skrbela vsa ta leta in se odrekala mnogim skrbem, mnogim stvarem, da sem lahko počel tiste stvari, ki sem jih rad počel in jih počnem še danes. Ne bom rekel, da se počutim pač starejšega ali pa starega v prejemu tako pomembne nagrade. Predvsem jo nisem pričakoval nikakor, pa ne v taki družbi, kot je bila današnja, in šele res, ko sem poslušal, kaj vse s tem oziroma so mi namenili, ko so naštevali moje dosežke iz preteklosti, sem očitno pač
dognal, da mogoče res padam, oziroma da vsa ta moja preteklost zasluži eno tako nagrado, kot mi jo naklonila mestna občina. Občutki so zelo lepi, kajti po tolikih letih dela v šolstvu človek vidi, da vendarle vse, kar je počel, ni bilo za manj. To priznanje oziroma nagrado mestne občine Novo mesto pa ne razumem samo kot priznanje sebi in mojemu delu, ampak vsem tistim, ki so z mano delali na naši šoli leta in leta in ustvarili oziroma prispevali veliko k razvoju šolstva v Novem mestu, Dolenjski in širše v Sloveniji. Trdinovo nagrado, ki jo podelijo za uspehe na področju kulture, sta prejela mladi filmski režiser Žiga Virc in rokodelec in kipar Matjaž Matko. Osebno mi to priznanje pomeni eno veliko potrditev, hkrati pa še večjo obvezo za dobro delo naprej. V bistvu, ker to, ko se podeljuje nagrade v bistvu za delo za nazaj, jaz sem, kot smo se zdaj pogovarjali, celo eden najmlajših ali celo najmlajši prejemnik te nagrade. To pomeni, da sem v bistvu še tako rekoč na začetku te poti in upam, da sem na začetku in da bo še veliko projektov naprej. Jaz mislim, da je pa tudi ena taka fajn potrditev, ker danes je bilo omenjenih na tej podelitvi vsi ti projekti, pri katerih sem jaz delal kot režiser oziroma kot scenarist. In moram se zavedati, da pač filmska umetnost je timsko delo in ta nagrada gre v bistvu tudi vsem sodelujočim, ki so kadarkoli bili zraven vseh teh mojih filmov. Čudovito, ne? Se mi zdi za 28 let ustvarjanja v Novem mestu, to, kar pač narediš za Novo mesto, za širšo Dolenjsko, fantastično, kaj naj rečem, ne? Ena moralna nagrada, ki se mi zdi, da mi je dala zdaj še nekaj vetra, da bomo še kaj novega delali, v biti si skozi nove stvari delamo, ne? Računam pa zdaj, da bom nekaj res pravo stvar naredil za Novo mesto. To pa naj bo še mečkana skrivnost. Projekt sicer bo trajal 3 leta, pa čez 3 leta mogoče, ko se bomo slišali, pa boste videli, da je to prava stvar bila. Občinski grb pa je šel tokrat v roke dolgoletnemu predsedniku krajevne skupnosti Uršna Sela Matiji Zamida. To ni samo moja nagrada, to je nagrada naših krajanov vseh, ker en sam ne pomeni nič. Oficir brez vojske ne bo dosegel nobene bitke. Tako pa tudi jaz, kar smo dosegli, smo skupaj stopili in kar se je naredilo in to je pa ta naša nagrada, zdaj, ki je bila. Komisija je pač izbrala tiste kandidate, kateri so bili predlagani s strani različnih organizacij in pa posameznikov in smatram, da so nagrade dobili pravi ljudje, da so šli te nagrade v prave roke, kajti dejansko so ti ljudje nekaj doprinesli za razvoj Novega mesta in jim še enkrat čestitam za pridobitev nagrad. Po podelitvi priznavnih nagrad pa so si obiskovalci lahko ogledali še predstavo Cuba Libre v izvedbi Lare Janković in Gregorja Strniše. Hvala lepa, gospodje. Člani motokluba Trebnje so pripravili 14. vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov v Mirni Peči. Gre za edinstveno prireditev v Sloveniji, saj je to edini blagoslov jeklenih konjičkov in njihovih voznikov, ki poteka prav na velikonočni ponedeljek. Tradicionalnega motorističnega blagoslova se je letos udeležilo več kot 5000 motoristk in motoristov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Ja, redno, no, bolj mož, jaz bolj, če imam službo, ne, drugače pa mož hodi. Tako da je v redu, zelo enkratno. To je doživetje, to je zame res dobro. Ja, že kar ne 5 let zdaj s tem motorjem. Prej sem se pa tako. Zaenkrat že kar vsa leta. Skozi. Kaj sem, 4 leta, 5. Odkar smo s motorjem. Drugače ne. Ja, večinoma kar je. Če vreme dopušča, pa čas, ne. Začetek sezone bolj, ne, pa malo tako druženje, pa to s prijateljem. To nam pomeni ena taka tradicija v Mirni Peči, pa druženje, pa tako, ne. Ja, klub naš skupaj pridemo iz našega kluba, Brati Cvička, ne. 23 nas je v klubu, prihaja, to smo danes pa vsi, kar nas je tukaj, ne. Gremo spomladi na žegnanje. Najbolj pomembnim je v Nemčiji ta Elefant Treffen 28. januar. To je zdaj 15 let eno za drugim. Ja.
Na ogled so bili jekleni konjički vseh vrst, nekatere med njimi so izdelali kar vozniki sami. Ja, to smo sami naredili, imamo za projektno nalogo v šoli. Za mesec smo si tak motor za drag race, dirka v pospeševanju. Mašina navita, kukar da. Dolg cajt je trajalo, da smo ga naredili. Koštalo je tudi investicija dosti velika. To je to. Prireditelji dogodka so motoristom zaželeli veliko lepih, predvsem pa varno in srečno prevoženih kilometrov. Danes si ne znamo več predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan na dan jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenje. S programom na letošnjem dogodku so počastili spomin na lani preminula mirnopeška rojaka, glasbenika Lojzeta Staka in pesnika Toneta Pavčka. Iz Mirne peči izvira tudi eden najboljših slovenskih dirkačev minulega stoletja, Ludvik Starič. Sicer pa je letošnji blagoslov jeklenih konjičkov in njihovih voznikov opravil domači župnik. Ker blagoslov ni avtomat, v katerega vržeš žeton in pride ven, kar hočeš. Gotovo niso verni vsi, ki so prišli na ta blagoslov. Če so pa tisti, ki so pa z vero prišli, so pa gotovo tudi pobrali sadove tega blagoslova. V dogodek vsako leto odkrijejo tudi opozorilo motoristom o prihajajoči motoristični sezoni. In vedno jim damo neko popotnico, kaj naj bi bila posebna tema v letošnjem letu. Letos smo si zamislili nekako takole, da tudi počasna vožnja nudi motoristom veliko užitka ali celo več, predvsem pa boljšo varnost. Motoristi se na opozorila različno odzovejo. Nekateri se, nekateri ne. Tisti, ki se, imajo potem večjo srečo na cesti, zagotovo. Če gremo skupinsko, gremo kar tako, se držimo, čakamo en drugega, da smo nekje skupaj. Če se pa posamično gremo, pa malo bolj hitro. Motoristični blagoslov so sicer začeli pripravljati leta 1999 v majhnem krogu z domačim župnikom in člani motokluba Trebnje. Iz leta v leto smo ugotovili, da to Mirno peč lahko v bistvu obelodanimo na tak način, da je to nekakšna romarska pot motoristov na velikonočni ponedeljek in to je to. Z dobrim programom, z dobro organizacijo, logistiko smo uspeli pripraviti to resnično romarsko pot, motoristično pot v Mirno peč. Motociklizem zadnje leta postaja vse bolj priljubljen. Da bi bili užitki v vožnji čim večji, se morajo motoristi na sezono dobro pripraviti. Ja, malo moraš motor pregledati, namazati, napumpati gume, oprati, spucati. Motoristi so sicer najbolj ogrožena skupina udeležencev v cestnem prometu. Število žrtev prometnih nesreč se iz leta v leto povečuje. Tako je lani na slovenskih cestah življenje izgubilo 28 motoristov, leto prej pa 17. Ob tem pa je treba izpostaviti tudi to, da se iz leta v leto povečuje tudi število motornih koles na cestah. Lani je bilo za skoraj 5000 več kot leto prej. Pomemben del Velike noči so tudi dobrote, ki jih za svoje bližnje pripravijo pridne gospodinje in z njimi razvajajo brbončice. Jedi, značilne za postni in velikonočni čas, so že 9. zapored v Dolenjskih Toplicah razstavile članice domačega društva podeželskih žena. Lično postavljena razstava simbolično prikazuje pestrost podeželske kulinarike. Jedi, ki so značilne za postni čas, in pa potem predvsem jedi, ki zaznamujejo velikonočni čas. Naj si gre za meso, potem kruh, razna peciva in pa seveda velikonočne potice, ki so tisti najlepši del velikonočno pogrnjene domače mize. To je žegen, jerbas, v katerem je krača, klobasa, pirhi, hren, letenica, potica in seveda domači kruh tudi. Potem imamo razne vrste potic, šarkljev, pletenic, kruha. To je simbolika za velikonočne praznike, pa tudi seveda postne jedi, zelenjava in tako naprej. Ja.
Razstava ponuja pestro dopolnitev turistične ponudbe v kraju in ravno praznični čas je priložnost, da turistom, ki jih je v Dolenjskih Toplicah takrat še več, pokažejo, kaj imajo. Ta razstava v bistvu prikazuje res, bom rekel, veliko noč v pravem pomenu besede, nič ne manjka, celo gospod župnik je bil, opravil svoj obred in pravzaprav to je res dejansko pravi uvod v ta velikonočni teden. Pomembne so zato, da se ohranja tradicija naših dedkov in naših babic, da otroci spoznavajo običaje, vrednote, jedi naših preteklih časov. Pa ne samo naši otroci, tudi turisti so zelo veseli, ko vidijo kakšno tako razstavo in jih ponovno potem privabi, da pridejo nazaj v ta kraj. Opažamo pri tej razstavi, da prihajajo obiskovalci ne samo iz domače občine, ampak predvsem od drugod, od zelo daleč, tudi izven meja celo Evrope. Lahko rečem, da vsako leto je bolj pestra, kar je sploh razveseljivo, ne? In resno se vidi trud nekih pridnih ljudi. Zelo lepa, se sodelujemo pri tej razstavi, ne? In tu že 9. leto. Pečemo in vsi skupaj, kolikor nas je, ženske. Čudovito, mi smo iz Izole, mi tega nimamo in je enkratno. Prvič vidimo, ne, tole. Jaz ocenjujem in ugotavljam, da se te razstave, ki jih organizirajo društva podeželskih žena ali pa društva kmečkih žena po posameznih občinah, pravzaprav širijo in jih je vsako leto več. Saj za ta dolenjski prostor lahko temu rečem ali pa to potrdim. Seveda tudi drugje po Sloveniji je tako, tudi Zveza kmetic Slovenije promovira te aktivnosti in tovrstnih prireditev je v Sloveniji vedno več. Med razstavljenimi deli veliko pozornosti vedno znova pritegne šunka v testu. Ja, šunka v testu, to je treba pa šunko prej skuhati, seveda, ampak ne do konca, nekaj do 3/4, ne. Potem se mora narediti dobro testo, malo boljše kot za kruh in se pač uvije v testo, splete še naprimer za okras kakšna pletenička zraven in se potem tudi peče v speče, ne. Takšne razstave pripomorejo k promociji zdrave hrane in so dokaz, da je naše podeželje zelo bogato s kulinaričnimi dobrotami, pravi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrvatič. Predvsem je pomembno tudi to, da naše podeželje nekako spoštuje to tradicijo tudi ob takih praznikih in času, kot je velikonočni čas. In jaz v bistvu tukaj pravzaprav izražam čestitke vsem članom društev na podeželju, ki na tak ali drugačen način kako gojijo tradicijo in prenašajo ta izročila, ki niso tako mlada, ki so zelo stara, že lahko rečemo od samega začetka krščanstva, tudi na mlajše rodove. Takšne prireditve so velikodušna gesta pridnih članic društev, kot je Topliško. Seveda je tudi zelo pomembno, da so te prireditve na regionalnem nivoju, da pravzaprav na ta način izpostaviš tudi te značilnosti, te lepote, ki jih regija predstavlja. Dolenjska z Belo krajino je na tem področju tudi zelo bogata in vsaka razstava dejansko pokaže nekaj novega, neko novo bogatstvo, neko novo izročilo in jaz si želim, da bi bilo takih razstav vedno več. V razstavo je bilo vloženega veliko truda. Ja, tukaj je bilo skoraj 50 članic vpetih, pripravljali smo pa v bistvu 4 dni, no. Nekaj takega, ja. Ker mora pa tudi biti vse sveže, to je vse sveže, vse včeraj pečeno, ne, tako da vsaka nekaj prispeva, pa se potem nabere, ne. Topličanke pa so dejavne tudi na drugih področjih. Štikamo, seveda izdelujemo rožice, razne ostale okraske, tudi izdelovali smo take velikonočne okraske, zdaj jih sicer ni na razstavi, so bile pa prejšnjič, potem goblene, imamo tudi slikarko v našem društvu, ki razstavlja tudi svoje slika, Verica Lukšič. So zelo aktivne, moram reči, da se vse skozi izobražujejo, imajo pevsko sekcijo, folklorno sekcijo, pripravljajo razne razstave, pečejo še za druge razstave, kruhe, potice, ostala peciva. Udeležujejo se tudi dobrot slovenskih kmetij, ki bo letos že 23. razstava na Ptuju, tako da res veliko delajo. Jaz mislim, da so kmečke ženske motor kraja oziroma gonilo nekega kraja. Saj veste, gospe držijo 3 vogale pri hiši, pa še kje drugje.
Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice ne manjkajo na praktično nobeni prireditvi v kraju. Veseli nas druženje, naprimer, ki se dogaja karkoli v Toplicah, kakšna predstava, nam je všeč, da se ljudje malo zadržijo, malo poklepetajo. In podeželske žene bodo tudi v prihodnje z veseljem in ljubeznijo priskočile na pomoč in pripravile različne dobrote. 21. sekanja pirhov na velikonočno nedeljo pri družbenem domu v Stopičah so ponovno pripravili domači gasilci prostovoljnega gasilskega društva Stopiče. Naslednje leto praznuje gasilsko društvo Stopiče 100-letnico delovanja. Poleg obvezne osebne opreme v prostorih družbenega doma, gasilci razpolagajo z 2 voziloma, gasilskim vozilom za prevoz moštva, s prikolico, z opremo in gasilsko avtocisterno s 5000 litri vode. Dobili smo obvestilo o travniškem požaru. Izvozili bomo z orodnim vozilom in z vozilom za moštvo, z 8 gasilci. Končano. No, v letošnjem času, ko je zelo dolgo bilo to obdobje sušnega vremena, brez dežja, nekako je bilo tudi 1 mesec prepoved kurjenja na zunanjih površinah, smo na našem območju imeli 4 intervencije. 3 so bile na travniških ali gozdnih požarih, eno pa je bila začetni požar na Kozolcu, katerega smo ga tudi s prihodom poklicnih gasilcev zelo hitro omejili in tudi uspešno pogasili. Gasilci se z velikim zanosom in prizadevnostjo lotevajo tudi vsakoletnega sekanja pirhov v Stopičah. No, samo priprave na tekmovanje se začno že dober mesec prej z razdelitvijo vlog, kaj bo kdo počel na tekmovanju, potem pa intenzivno pa seveda zadnji teden, posebno soboto, ko je na vrsti kuhanje jajc, priprava tega prizorišča. No, v tem kotlu posodi kuhamo naenkrat po 150 jajc, po starem običaju iz tega našega Podgorja, to je v čebulnih olupkih, tako da vsa jajca pridejo lepe temno-rjave barve. Sedaj bomo skuhali prvič, na to sledi še ena ponovitev. No, ta čas potekajo v ozadju priprave samega prizorišča, da pripravimo omizje, tekmovalni prostor. In sekanje pirhov se lahko prične. Udeleženci sekanja, šteli so od 6 pa tja do 79 let, so se s posebej za to prireditev narejenimi žetoni pomerili na razdalji 0,5 metra od pirhov. Vsak je imel na voljo 10 metov v 2 serijah. Kdor je vsaj enkrat zadel pirh, se je uvrstil v finalno serijo. Za zadetek je štelo, če je kovanec oziroma žeton ostal v meter visoko dvignjenem pirhu. V primeru doseženega enakega števila točk se tekmovalca pomerita še v 5 metih, ob nadaljnjem izenačenju pa mečeta še kocko. Zmaga tisti, ki s čim manj metrov zadene pirh. Vsak se je lahko prijavil večkrat. 15 najvišje uvrščenih pa je dobilo bogate nagrade lokalnih pokroviteljev. Glede na to, da nas je letos prav dež, da je bilo slaba vremenska napoved, hladno vreme, je bila prireditev obiskana fenomenalno. Zopet smo napolnili tablo, 104 tekmovalci. Obisk je bil zelo, zelo lep, tako da smo s prireditvijo izredno zadovoljni. Da se je več tekmovalcev skozi zgodovino sekanja dobro izjurilo, kaže tudi na to, da je letošnji zmagovalec, ki je osvojil tudi 3. mesto, ostal na prestolu od lani. Sem pač zelo vesel, kajti po prvih 2 serijah ti rezultati tega niso kazali, vendar očitno so se tekmovalcem malo zatresle roke. Meni je očitno uspelo, rabil sem 1 met za zmago, tam je uspel, tako da sem presrečen, ker sem uspel ponoviti to zmago iz lanskega leta. Edini, ki mu je kot drugouvrščeni delal družbo na zmagovalnem odru, je bil Primož Matko. Sporedno s sekanjem je potekalo tudi tekmovanje v pikadu. Lanskoletni zmagovalec je ostal tudi letošnji, Franci Kostrevc. Drugi in tretji pa sta bila Marko Kaplan in Tomaž Fink. Da je ob tradicionalni prireditvi primerno zadišalo, so z velikonočno razstavo v družbenem domu poskrbele krajanke krajevne skupnosti Stopiče, osnovne šole in vrtca Stopiče
Tovža in Podgrada, Društvo kmečkih žena Novo mesto ter Center biotehnike in turizma iz Novega mesta. Na razstavi si lahko ogledate izdelke iz kvašenega testa, to so predvsem potice, pletenice, kruhi, pirhi, izdelki iz lesa, izdelki osnovnih šol v različnih tehnikah, ročno vezeni prti, naj poudarim, da je najstarejši prt iz leta 1929. Tudi dekoracija je narejena po starem motivu, se pravi, so šopki narejeni iz krep papirja. Prav zaradi nesebične požrtvovalnosti posameznikov ali skupin se podobne tradicionalne prireditve obdržijo in okolju ponujajo druženje. Novomeški občinski svetniki so razpravljali na 13. redni seji ter največ pozornosti in razprave posvetili proračunu in spremembam odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno storitveno cono Mačkovec. Sprejeti proračun je na prihodkovni strani težak 45,5, na odhodkovni pa skoraj 48,2 milijona evrov. Čeprav je večina svetnikov menila, da je občina storila korak naprej pri načrtovanju, je proračun, menijo nekateri svetniki, še vedno preoptimističen, tudi zato, ker država še ni sprejela rebalansa, zato ga niso podprli ali pa so se glasovanja vzdržali. Jaz moram reči, da tukaj je bil korak narejen naprej, da se je kar nekaj denarja na odhodkovni strani pač oklestilo in prišparalo. Jaz mislim, da moramo slediti zgledom države, ker situacija v Sloveniji je težka in na ta način bomo lahko zagotovili neko dolgoročno vzdržnost tudi občinskih javnih financ. Župan ni odgovoril na to, kdo je kriv za to, da se nam je masa zadolževanja v mestni občini povečala v preteklih letih za 4 milijone za posojili Zarje. In na ta račun danes mi nimamo prostih sredstev za zadolževanje za osnovne naloge občine, kot so šole, vrtci in podobne zadeve. Prav tako smo soočeni s tem, da še vedno ni rešena zadeva glede revizije pogodbe za RIC. Prav tako ta proračun prenaša določene obveznosti iz leta 2011 na mestnem potniškem prometu, kar dokazuje, da tudi v tem letu ni realno načrtovana sredstva. Sem razočarana. Jaz sem skromen človek in v proračunu sem prosila dve stvari, da zagotovijo sredstva za obnovo šol, osnovnih šol v naši občini, kar me pa res boli in se sprašujem, kako je to mogoče. So pa sredstva, ki so bila porabljena za športno dvorano, Portoval, to je več kot 2 milijona sredstev, pa ni kaj videti in meni tukaj nekaj smrdi. 850 000 evrov za projektno dokumentacijo. No, jaz sem prepričan, da bo vlada tudi sprejela določene ukrepe, ki se bojo nanašali tudi na lokalne skupnosti. Ko bomo dobili te ukrepe, pač bomo sledili tem usmeritvam. Pomembno je pa to, da imamo sprejetega in da prekinemo začasno financiranje, kajti to pomeni odprto možnost pridobivanja dodatnih virov sredstev. Župan je sprejetega proračuna vesel, da lahko nadaljujejo naložbe, ki so financirane iz Evropske unije in države. To pomeni centralna čistilna naprava CR2 in kanalizacijski sistem Birčna vas. Nekaj malega pa smo namenili tudi za obnovo novomeških šol, tisto, kar je najnujnejše, in še nekaj starih stvari, ki smo dolžni iz preteklega leta. Tako da smatram, da je proračun dejansko realno postavljen. Svetniki opozarjajo tudi na poravnavanje obveznosti za lani, ko je bil proračun prenapihnjen in torej obremenjujejo tudi letošnjega. Precej časa so svetniki namenili tudi poslovno-storitveni coni Mačkovec. Prebivalci ulice pod Trško goro, ki so najbližje tej coni, se namreč bojijo, da bo promet v to cono potekal čez njihovo ulico. V načrtu je sicer napajanje iz krožišča, ki pelje na avtocesto, s čimer se krajani strinjajo, a se bojijo, da bo državni načrt za tretjo razvojno os ta dogovor povozil. Mi nasprotujemo tretji razvojni osi, s tem želimo dobiti napajanje poslovne cone, tako kot smo dobili v preteklosti. To je iz krožišča K2, to je iz vzhodne ceste. Ta točka je sicer pereča, smatram, da gre za izboljšanje položaja v Mačkovcu
Zdaj določene spremembe so dopustne in mislim, da so amandmaji, ki so podani, popolnoma sprejemljivi, da bomo državi pogojevali, da ne dovolimo v bistvu, da se povozi občinski prostorski akt. To pomeni, da bo mogla država prisluhniti temu in bo spremenila svoje pogoje pri planiranju. Oni tam živijo, mi drugi se samo peljemo mimo ali gremo radi tam na sprehod. Oni tam živijo in ni pomembno, koliko jih je. Pomembno je, kakšna je njihova kvaliteta življenja. Ob tem bi pa posebej rada poudarila, da nisem dobila občutka, da bi s tem kakorkoli zavirali razvoj tretje razvojne osi, ker tega si enostavno Novomeščani ne smemo privoščiti. Gradnjo tretje razvojne osi je treba namreč začeti čim prej. Ravno v tem je ta problem, kajti če ne bomo v nekaj letih začeli z gradnjo tretje razvojne osi ali pa saj zgradili vsaj eno izmed obeh, potem se bo Novo mesto zadušilo v prometu. Glavno stališče je v vsakem primeru, da oba priključka na avtocesto, to je vzhodni in zahodni, ostaneta prevozna v vseh dosedanjih prometnih smereh. Občinski načrti tako predvidevajo, a če se bo izkazalo, da ima država drugačne načrte, bodo krajani vztrajali. Pritiske bomo stopnjevali. Danes sem bil že na policiji, sem komandirje policije vprašal, ali je možno zaporiti ceste, dobil sem negativni odgovor, še razmišljamo, kako bomo pritiske stopnjevali, vsekakor pa se nameravamo boriti do kraja. Hvala lepa za vašo tokratno pozornost, cenjeni gledalke in gledalci. Uživajte v prijetnih aprilskih dneh. K ogledu naslednjega Dolenjskega obzornika pa vas vabimo natanko čez 14 dni.